Dober večer, spoštovane in spoštovani. Nova izdaja svetovalno-pogovornih oddaj, ki jih pripravljamo v sodelovanju z gibanjem Aktivno srce na kvadrat. Tokrat bom z mojima izjemnima gostoma prepletal in iskal odgovore v trikotniku: življenjske zmage, družbeno odgovorno delo in poslovna uspešnost. Spoštovana Erika Kostanšek, izjemna uspešna podjetnica, dober večer in dobrodošli pri nas. Hvala lepa, dober večer in hvala za povabilo. Z nami pa tudi Boris Vene, ustanovitelj gibanja Aktivno srce na kvadrat. Mi smo pa že stari znanci. Boris, dober večer tudi vam. Srčni dober večer, hvala za vabilo. Za izhodišče pogovora, spoštovana gosta, bom uporabil, gospa Erika, eno od vaših življenjskih načel. V današnji oddaji bomo kar nekaj uporabili, pa komentirali, pa razvijali. In to načelo je, vas kar citiram: verjamem, če delam dobro in dobro ljudi, se mi življenje obrne v dobro. Vidva z Borisom vsak na svojem področju z znanjem, tehnikami pomagate ljudem, skratka živite in delate za dobro skupnosti, za dobro ljudi. Kako razumete vi to svojo vlogo? Ja, v bistvu vsak piše neko svojo zgodbo. Vsak se uči nek svoj doktorat življenja dela. In v življenju nam ni vedno tako poslano, kot bi si želeli. In velikokrat rečemo, da gre uspeh, recimo takole se dviga strmo proti uspehu, glede na to, da delamo in se učimo. Ampak življenje nam prinaša marsikatere preboje in polome. In takrat, ko smo mi v tistem polomu, takrat v bistvu ni nič drugega to kot naša interpretacija tega, kar se je v resnici zgodilo. Polom je izhodiščna točka tega, kar nas v resnici čaka. Torej, polom je izhodiščna točka za nekaj, kar se nam lahko zgodi vrhunski uspeh ali pa vrhunski preporod, če bomo delali na tem, če bomo verjeli, da če bomo delali dobro. Če bomo delali za dobro ljudi, v najvišje dobro, potem ne glede na to, koliko je danes zgodba težka, koliko je hudo, ne glede na to, če si v tej zgodbi sam, jaz verjamem, da če delaš dobro, verjameš v dobro ljudi in delaš v tem duhu, se življenje enkrat obrne na dobro, pa tudi če moraš na to čakati 35 let, je vredno. Boris, vi z vsem srcem verjamete v to, da dobro delo za ljudi je tista prava smer. Absolutno. Saj si sploh ne predstavljam drugače življenja, ker vsak vibrira na določeni stopnji zavedanja in na osnovi tega privabi, če temu tako rečem, izkušnje v svoje življenje. In imamo nizko vibracijo, jezo, ljubosumje, nevošljivost, žalost, strah. Imamo visoko vibracijo, radost, igrivost, hvaležnost, sočutje, ljubezen. In mi odločamo, v kateri stopni zavedanja oziroma vibracije se bomo nahajali. In če želimo izkusiti dobro, potem dajmo to početi. Krasna iztočnica za vas, nekako je Boris napeljal na to, kar bom sedaj dejal, in zopet eno vaše razmišljanje, gospa Erika Kostanšek, ker zdaj imamo eno obdobje pogovora, imenovano v prvi fazi tega trikotnika življenjske zmage. Vi pravite, vsak svojo zgodbo piše sam, začne pa se vse v naših mislih. In zdaj nadaljujete? Ja. Naše misli imajo izjemno moč. To, kar mislimo, to razmišljamo, to govorimo o tem, to se nam zgodi. V bistvu naše življenje, našo zgodbo si kreiramo sami. In če se nam dogajajo dobre ali slabe stvari, se moramo zavedati, da to smo si skreirali mi sami. In ni prav, da smo jezni na okolico, ker se nam nekaj stalno dogaja. Mi se moramo vprašati, zakaj? Kaj sem si jaz zamislila, kaj sem si skreirala, kaj sem ustvarila, da sem zdaj v taki zgodbi. Torej, ja, in
Glede na to, da je naše telo sestavljeno iz 5 čutov, se pravi vid, sluh, otip, koža, vonj in okus, potem je na nas, da mi izbiramo, kaj bomo gledali, kaj bomo poslušali, kako se bomo počutili v naši koži. In na nas je, da izbiramo, s kom se bomo družili, s kom bomo delali in kaj bomo počeli. No in verjetno je to izhodišče, ste vi zaznala že praktično zelo zgodaj, ne? V vaši mladosti, zato pravite tudi previdno izbiramo, kaj želimo, ne? In vi ste vedela zelo zgodaj, kaj želite, čeprav najožja tista celica, to je družina, je bila pa zelo proti vašim željam. Ja. V bistvu se je začelo že en korak prej. Mi smo se selili, ko sem jaz zaključila osnovno šolo in smo šli iz mesta v vas. Jaz sem bila navajena, glasbena šola, gimnastika, druženje na igrišču. In ko smo se preselili v vas, sem rekla, jaz grem malo ven. Rekel, oče, kam ven? Na vasi se ne gre ven, tukaj se dela. In takrat se je v bistvu moje življenje spremenilo in sem te popoldanske aktivnosti zamenjala za neke suženjske dejavnosti, bi rekla. Imeli smo veliko posest in seveda tam so bile dejavnosti kmetijstvo, veliki sadovnjak, gozd, delali smo hišo, torej strojne, mizarske, vse te dela je odpadlo na mene. Spomnim se, da vsako soboto, nedeljo, zjutraj ob 7 se je začel vrteti mešalec za beton in to je pomenilo, da moram vstati in iti pomagati, ker moja mami je kuhala kosilo, sestra je bila premlada, oče sam pa tega ni zmogel. In takrat sem ugotovila, da se je na nek način moje življenje spremenilo in da sem na nek način zaprta, nisem smela nikamor, ne na bazen, ne v kino, ne nikamor. In ko sem bila stara 18 let, sem pa mislila, da glede na to, da sem polnoletna, pa lahko svojim življenjem že malo upravljam. In sem se vpisala na faks in je oče rekel, ne, kakšen faks, pojdi delati in ob delu študiraj. In najine stvari so se začele krešati. Takrat nisva se razumela v večjih pogledih in takrat sem se odločila, da grem od doma. In kljub temu, da sem mogla veliko delati, v naši družini je bila ljubezen, je bila toplina, je bilo neko spoštovanje, je bil nek odnos. In jaz sem bila prepričana, da je to normalno. Ampak šele takrat sem spoznala, da sem šla iz dežja pod kap. In bilo je hudo. Bilo je težko, ampak taka življenjska izkušnja ti da neko modrost, da veš, kdo je pravi oziroma kdo ni pravi. Je pa predvsem to, da starši bi mogli otroke pripraviti na življenje. Jaz nisem bila pripravljena. Jaz nisem bila pripravljena ne na odnose, nisem znala ločiti ljudi med sabo, ker sem verjela, da so vsi dobri. Nisem bila pripravljena na finance. Torej, ko sem začela služiti svoj denar, prve mesece, jaz sem komaj zaslužila za položnice, bila sem lačna večkrat. Spomnim se, imela sem ene edine čevlje za iti v službo in vedno me je bilo strah, ko je padal dež, ko je bil sneg. Zakaj? Ker sem vedela, da bom cel dan mokra pod noge. Tako da na ta način se je začela moja zgodba, ampak vsaka zgodba ima vzpone in padce in seveda ni nujno, da vsak začne na ta način, ampak če kdaj vidim, da so ljudje v podobni situaciji, jaz vem, kako priti iz nje ven, na pošten, na deloven način in zame je to edina pot in če ljudje potrebujejo in če želijo nasvet, z veseljem priskočim na pomoč. No, v imenu gledalcev in gledalk televizije Vaš kanal se vam jaz pač zahvaljujem, da ste danes pripravljeni te izkušnje deliti s širšo javnostjo, ker kasneje bomo pa slišali, da to, kako se je začelo in danes je 100% razlika ali več, ampak če se nekaj naučimo iz tega, lahko
rečeva, da zaupanje vase pa niste izgubila nikoli. Nikoli. Ena stvar, ki me vodi, vedno rečem, poštenost in iskrenost lahko prodaš samo enkrat. Torej, vedno se držim načela, da sem poštena in iskrena. In takrat, ko sem bila lačna, sem vedela samo eno stvar. Delala bom toliko več, toliko stvari naenkrat, da bom jaz zmogla skozi to finančno krizo. In takrat sem pač, poleg službe, sem delala v popoldanskem času pač v eni trgovini. Delala sem pri sodelavki popoldne. Najela sem njivo, zato da sem posadila stvari, da sem lahko zvečer, ko je bila že tema, se spomnim, sem šla s tistim starim avtom, sem nesla sadike na njivo, jih posadila in v posodah sem imela vodo, da sem pač zalila tiste stvari. Imela sem avto prižgan lučke, zato da sem videla, kje sedeti. Ker noč je bila edina tista, ko sem že vse lahko podelala, da sem lahko potem poskrbela še za hrano. Torej je več načinov, vsak pač najde svoj način, kako se potegne iz tega ven. Spomnim se, tudi sem prodajala rože na tržnici, na glavni tržnici v Ljubljani. Delala sem na vrtnariji, delala sem vse, kar mi je naproti prišlo, vsako priložnost sem izkoristila za to, da sem pač lahko se potegnila iz tega ven. In mi je uspelo in sem vesela. Ja. In lahko v bistvu s ponosom to delite, to izkušnjo in marsikomu, ki je v nekih istih, da rečem, vibracijah iz prakse pomagate, da mu je morda lažje, da ne naredi kakšne take napake, da nekako je vse skupaj bolj enostavno, čeprav v resnici pa ni, ne? Ni, jaz ne verjamem, da stečaj lahko reši stvari. Jaz verjamem, da moramo mi rešitev poiskati sami v sebi. In spomnim se takrat, recimo, ko mi je bilo najbolj hudo, ko mi je iz elektro so prišli in so potrkali na vrata in so rekli, lejte, mi imamo nalog, elektriko vam moramo odklopiti. Sem jaz si mislila, ne, sam to ne, lepo prosim. In sem se zmenila za enotedenski odlog plačila. In takrat se spomnim, sem dala otroka v voziček in sem šla v vas, sem rekla, jaz moram glavo zbistriti, jaz moram poiskati neko rešitev, jaz moram iz tega ven. To je bilo tako ponižanje, tak sram, to je bilo taka žalost v sebi, ne morem vam povedati. Hkrati pa ponos, ne iti domov prositi za pomoč. Torej, kaj bom naredila? In jaz se spomnim, takrat sem šla z vozičkom na sprehod in srečam sošolko iz srednje šole. In vsa vesela, malo poklepetava, v tistem pa pride njena mama. S traktorjem je vezila traktor, odzadi pa velik voz, poln zelnatih glav. Verjetno me je videla, ko sem jaz videla tiste zelnate glave, meni so se oči zasvetle. In je rekla mama njena, joj, Erika, kako si, a imaš rada zelja, bi vzela zelnato glavo, sem jaz z največjim veseljem. In sem dobila 2 zelnate glave in zame je to pomenilo 14 dni hrane. Jaz sem znala iz tistega zelja narediti celo umetnost. Ampak ja, in na ta način sem se učila ne samo kako ne biti lačna, ampak tudi kako upravljati s financami. In se mi zdi, da je to pa ključno, kar bi recimo mogli vsi otroci ali pa tudi marsikdo odrasel vedeti, kako upravljati s financami, koliko je mesec dolg, koliko moramo mi zaslužiti, da lahko recimo realno živimo, dobro živimo, kvalitetno živimo, pa hkrati ne potrošimo preveč. In to je tudi ena stvar, recimo, če se znajdeš v kuhinji, si lahko zelo veliko prišparaš na ta način. Boris, vi tudi na svojih delavnicah učite ljudi, da znajo upravljati sami seboj in da lažje nekako krmarijo skozi življenje, ne? Čeprav tu je slišati zelo enostavno, ampak upravljati sam seboj ni tako enostavno, kot morda zdaj sem jaz izrekel vam eno iztočnico. Res je. Osnova v življenju je, da znamo upravljati svojo življenjsko energijo. Definitivno je pri tem pomemben, da se začnemo zavedati, kdo mi v resnici smo. Tako kot rad rečem, da smo brezmejna zavest na kratkem obisku na planetu Zemlja. In ko se mi začnemo zavedati, da smo, če temu tako rečem, večdimenzionalno bitje, se pravi čustveno, miselno, duhovno in fizično, potem
začnemo na življenje gledati povsem drugače. Ker se začnemo zavedati, da nič v življenju ni samoumevno. Da je v bistvu vse, kar se nam dogaja, priprava za nekaj naprej. Nekaj, kar se bo zgodilo. In potem na vsako situacijo v življenju, ko se to zavedamo, začnemo gledati kot na izziv. Ne več, kaj sem Bogu zagrešil, da moram to pa to početi, ampak si rečemo, življenje me je spet postavilo pred eno preizkušnjo, zato, da bom ojačal. Recimo vsi verjetno poznamo to zgodbo od metulja, kar je za gosenico smrt in za metulje življenje. In vemo, da ko gledamo gosenico oziroma metulja, ko gre iz kokona, zapredka, in ko se muči, da bi prišel iz zapredka ven, in če bi mi temu metulju pomagali, potem ta metulj ne bi ojačal svojih mišic in potem ne bi mogel leteti. Smo ga v bistvu obsodili na smrt. Življenje vas je, gospa Erika, kar nekajkrat zelo temeljito preizkušalo in pred tem pogovorom v studiu ste mi dejali, da bi želeli podeliti za opolnomočenje drugim in za sporočilo pozitivizma, da se vse da, da rečem tako, vašo izkušnjo iz bolnišnice. Iz bolnišnice izkušnja je bila, ko sem imela prvega otroka. V bistvu šla sem roditi prvega otroka. In ko sem prišla v porodnišnico, sem v bistvu ostala sama tam. Verjetno so imeli veliko dela ali karkoli. V glavnem, porod bi se mogel takoj zgoditi, ker meni je odtekla voda in tako. In jaz sem klicala par ur na pomoč, nekdo pride, zvijalo me je, popadki so bili res hudi. Ampak žal moji klici za pomoč so bili v prazno. In na neki točki so začeli popadki popuščati, vidiš, da se otrok umiri in takrat veš, da je konec. In takrat mi je bilo v bistvu čisto vseeno, če oba umreva. No, ampak ne glede na to, po parih urah, vseeno, ko je bila menjava, ura je bila 7, ko se zamenja nočna in jutranja služba, so videli, da sem tam, da se srček več ne sliši in vse to. Otrok se je rodil, je šel v intenzivno nego v Ljubljano. Jaz pa v tistem, ko sem rekla, vseeno mi je tudi, če oba umreva, sem v bistvu, zato rečem, da so misli zelo močne. Jaz sem takrat sprožila samo uničujoč proces. In videla sem, kako se moje telo suši. In jaz sem en dan po porodu imela 43 kil. Kar pomeni, da sem bila v življenjski ogroženosti. In mene so poslali domov in so rekli, da dokler nimam 50 kil, ne smem za otrokom. Ampak takrat sem se jaz odločila, verjetno nisem dovolj vredna, da bi mene obravnavali v bolnici kot osebo, ki potrebuje pomoč. Torej nikoli več v življenju ne bom prosila za pomoč. Vedno bom že prej poskrbela in imela vedno plan A, B in C, da če se izjalovi prvi in drugi, da bom vedno poskrbela najboljš, kar lahko zase. Torej ne zaupam nikomur v življenju več. In od takrat naprej je bilo pač to moje vodilo. In po tem vodilu, bom rekel, živite še dan danes. Kot uspešna poslovna ženska imate vedno, bomo rekli, plan B. Če slučajno plan A ne gre, plan B, ker ste se zavestno odločili, da take situacije več v vašem življenju ne bo. Imam prav? Ja, to je res, ampak se moram pa reči, da sem se tudi malo omehčala skozi ta leta. To je zdaj že 35 let tega. In ravno na rojstni dan mojega sina, 35 let. Ko sem se tuširala, sem razmišljala, sem rekla, 35 let je že tega, ko sem si rekla, nikoli več ne bom prosila. Ampak takrat sem pa rekla, mogoče pa je čas, da se jaz zmehčam in da naredim spremembo. In sem rekla, mogoče bi pa jaz po 35 letih prvič
prosila za pomoč. In takrat sem res. Na socialne medije sem napisala svojo zgodbo, to, o čemer se zdaj pogovarjamo. In sem rekla, organizirala bom za naše naročnike dan za plus. In pač zato, da se jim zahvalimo in za vse to. Ampak prvič v življenju bom prosila za pomoč, da se ljudje udeležijo tega dogodka oziroma da ga sponzorirajo, zato da bomo lahko ta dogodek speljali, ker nikoli še nisem nič organizirala. In sem si želela, da ta zgodba, se pravi, ljudje, ki nam zaupajo že več kot 30 let, počasi odhajajo v pokoj. In predno grejo, sem se jim želela na nek način zahvaliti z gesto, da jim podarimo na nek način aktivne informacije in se jim zahvalimo. In zato sem rekla, prosim, če me v tej organizaciji dogodka podprejo. In res je, dogodek je bil v 14 dnevih razprodan. In jaz sem tisti dan, nisem več hodila trdno z obema nogama na tleh, tako kot sem vedno, realna z 2 nogami po tleh. Takrat sem rekla, danes odhajam k Mihu, na krilih hrepenenja in upanja, da bo ta naša nova zgodba zaživela. In da si upam spet prositi, da si upam biti spet ranljiva. To je bila ena moja velika sprememba. Boris, vidim, da ste Eriko zelo pazljivo zdaj poslušali. Glede na to, da imate izjemne izkušnje, se mi je utrnilo vprašanje, verjetno ni enostavno, da človek naredi tak preboj po takšnih izkušnjah, po toliko letih. O čemer je sedaj? Ja, žal je v življenju tako, da rastemo na 2 načina. Skozi trpljenje ali pa skozi radost in navdih. Se pravi, trpljenje in bolečina ali radost in navdih. In žal večinoma izbiramo take težke preizkušnje. Ker recimo, ko je Erika omenila, ker pač poznam njeno zgodbo, o Mihu, tisto, kar se je v bolnici zgodilo, je potem imel še velike posledice, cel življenje v bistvu, Pa mogoče še o tem, kaj rečeš, kaj se Mihu potem zgodilo. Mene mrazi ves čas, ko to zdaj poslušam, podoživljam, poznam zgodbo, ampak vsakič znova mi solze pride v oči, ko to slišim. Ja. Miha je takrat seveda, ker se je prepozno rodil, mu je en del možganov je odmrl. In zato je otrok s posebnimi potrebami. Naredil je sicer šolo s prilagojenim programom, zaključuje poklicno biotehnično šolo za predpripravo hrane, ampak potem je mislim, da pri 20 ali ne vem, pri točno katerih letih je dobil status invalida, ker ni njegovo čustveno in tako stanje ni zrelo. Se pravi, on živi na stopni starosti otroka 4 do 6 let. In živi v zavodu in seveda vsakič, ko ga gre, vse ga obiskujemo, približno vsak teden je nekdo pri njemu, ampak vsakič, ko grem od njega, se v bistvu vozim s solzami v očeh. Vedno se vprašaš, ali sem naredila dovolj za tega otroka, ali bi lahko naredila še kaj več. Recimo, dokler je bil on doma, imam še vedno prijateljico, ki je študirala defektologijo. In z njo skupaj sva na Mihu delali nek projekt. Vse, kar mi je povedala, neke motorične vaje, psihične vaje, karkoli. Montessori sem šla študirati, samo zato, da sem z njim od fizioterapije, vse, kar mi je prišlo na misel, jaz sem vse vpletla v naše življenje, zato da bi njemu na nek način olajšali življenje. Je bil nek napredek do 18. 20. leta. Potem pa, kot da bi obrnil vse na glavo, je šlo drastično dol. In od takrat naprej je suiciden. In najhujše je, ko me pokličajo iz rešilca in rečejo, veste, Miha je skočil iz drugega nadstropja, zelo je poškodovan, ne vemo, če bo preživel. In to so težke zgodbe.
In take zgodbe te držijo realno na tleh. Ampak si hvaležen, da je otrok preživel, hvaležna sem za to izkušnjo, zaradi tega pač se naučiš, da nobenega ne sodiš, da ga sprejemaš takšnega, kakor je, v celoti. In da ga ne moreš spremeniti. Lahko spreminjaš samo pogled na njega. Verjetno je vse to vplivalo, da ste zelo zgodaj nekako začutili in to tudi živite in vedno to poudarjate, da se čutite poklicana, ker zdaj lahko, da ponudite pomoč. Ja, res je. Jaz delam v računovodstvu in v bistvu podjetja nikoli ne živijo sama. Torej, ljudje ustvarjajo številke. In velikokrat so ljudje k meni prišli s finančnimi, davčnimi težavami, to smo hitro rešili. Ampak največkrat so pa rekli, veš kaj, ampak jaz nisem prišel samo zaradi tega. In res je, življenjske izkušnje so velik, ampak so premalo. To ni dovolj. Zato sem šla pred 15 leti študirati neurolingvistično programiranje. Naredila sem vse stopnje za mojstra coacha. Študirala sem v Sloveniji in v tujini, zato da ljudem lahko pomagam, ko se znajdejo v stiski. Zakaj? Računovodja je nekdo, ki je zavezan molčečnosti. Nekdo, ki mu ljudje lahko zaupajo. Nekdo, ki pozna podjetnika, njegovo družino, njegove otroke in njegove zaposlene. In nekdo, ki ve, da bo lahko v varnem okolju povedal, kaj ga teži. In torej mi, računovodje, ne rešujemo samo številk, včasih rešujemo tudi življenja. In zato sem se čutila, da moram poleg tega, da imam to profesionalno znanje, da ga nadgradim tudi v tej smeri. In ja, marsikaj smo že rešili in ja, čutim se poklicano, da pomagam in kdorkoli se znajde v situaciji, si vedno vzamem čas za njega in pomagam. To vas je tudi pripeljalo do te zgodbe, da ste se pridružili gibanju Aktivno srce na kvadrat. Res je. Res je. Boris je rekel, Aktivno srce na kvadrat. Tam je lahko samo nekdo, ki lahko z vsem svojim znanjem, ki je pripravljen deliti prostovoljno 1 uro na mesec za ljudi, živali in naravo. In ko me je vprašal, če bi jaz pristopila, sem rekla, bi. In ja, in takoj, ko sem pristopila, se spomnim, me je klical en gospod iz Avstrije. Sem rekla, joj, to pa jaz nisem ta prava, jaz pa ne poznam davčne zakonodaje v Nemčiji. Pa on reče, ne, pa jaz imam podjetje v Nemčiji, pa sem iz Slovenije, pa tako vsem bi rabo vaš nasvet. Nisem ta prava, res ne. Ja, ne, poslušajte me, prosim. In pa sva ugotovila, da dejansko bi želel imeti to rutino dnevno, kako voditi zaposlene, druge stvari. In sem rekla, super, jaz imam ravno na to pripravljeno eno delavnico, greva kar čez slajde. In sva se pogovarjala uro pa pol. In na koncu je rekel, ful, hvala, zelo sem srečen. No, tako da, ja, deluje. Neke vrste zmaga. Ja. Letos boste v Slovenijo pripeljali izjemnega motivacijskega govorca, Seana Swarnerja, ki je dokaz, da se da premikati meje, čeprav te že večina odpiše. Lahko rečeva, da je to zgodba o uspehu življenja. Nam poveste nekaj več, kdo je sploh to in kaj se bo dogajalo? Ja, v bistvu je to vzornik mojega prijatelja, Roka Slama. On je tudi šel čez podobno zgodbo in Sean Swarner je bil na nekih spletnih portalih, kjer sta se ona dva najdla in kjer sta se začutila. In ko je meni ta prijatelj razlagal zgodbo, da bo pripeljal tega govorca, sem me zanima. In na nek način se nas je našlo 6-7 somišljenikov, ki smo ustanovili firmo, zato da bomo lahko pripeljali tega človeka sem. Res je že bil v Sloveniji lani,
jeseni, zato da je par stvari povedal, kako in se pokazal in tako naprej. Ampak ja, Sean Swarner je izjemen človek. Pri 13 letih je zbolel za neozdravljivim rakom. In po 2 letih, ko je on vseeno preživel, je šel na kontrolo in na kontroli so mu ugotovili, da je tisti rak ozdravljen, ampak ima drugega raka, ki je prav tako neozdravljiv, na pljučih. In njemu so odrezali pol pljuč. In za njega je bil takrat podvig iz bolniške postelje do umivalnika in nazaj. Zanj je bilo to skoraj nedosegljivo, ker je bil po teh operacijah in kemoterapijah tako izčrpan. Ampak v vsem tem času je on dokazal, da v življenju je vse mogoče, če človek hoče. In to je tisto, kar je navdih in tisto, kar daje upanje ljudem. In to je tisto, kar tudi Slovenija potrebuje. In zato smo se odločili, da bi tega človeka pripeljali v Slovenijo, da pove svojo zgodbo. On je edini človek, ki je z enim pljučnim krilom priplezal na vrh Monte Everesta, ki je na 7 kontinentih osvojil najvišje vrhove, ki je v 7 dneh pretekel 7 maratonov na 7 kontinentih. Torej, za nekoga bi lahko bil invalid, on pa pokaže, kaj vse telo zmore, če smo mi pozitivno naravnani, če verjamemo vase, če je to to. In to je tisto, kar bi mi radi, da ljudje slišijo. Ker ko smo mi dobre volje, ko smo siti, ko smo naspani, ko nam gre vse v redu, je vse okej. Ampak kaj pa takrat, ko nismo? Ko smo lačni, ko smo utrujeni, ko imamo finančno stisko, ko nam gre vse narobe. Takrat mi nekaj rabimo. A rabimo neko zvezdo, na katero se uprimemo, neko upanje, da rečemo, če je njemu uspelo, tem bo meni tudi. Saj sem ravno tako človek. In Boris, to upanje udejanja mogoče na soroden način, ampak zelo aktivno in uspešno, močno, srčno, tudi gibanje Aktivno srce na kvadrat, katerega ste vi v svojih mislih zasnovali precej let že nazaj, zdaj je pa to že nekaj časa zgodba, ki mnoge rešuje. Ja, tudi povezano, tukaj, ko sem poslušal, sedaj mi je pa šel ta znani stavek mind over matter, se pravi, da je duh oziroma nad materijo, nad telesom. In ko je bil Sean v Sloveniji, sem ga spoznal. Seveda sva se takoj začutila, debate, ker so oba dala kar težke zgodbe skozi. S ponosom se slikal tudi s kapico Aktivno srce na kvadrat, ki je dobil za darilo. In je tudi, on ima svojo fundacijo, ampak njegovo srce pripada tudi Aktivnemu srcu. Mi dva se, to še, ne vem, če veš, Erika, mi dva sva ves čas na liniji, si ves čas dopisujeva. Me je celo prosil, če bi, ker pač tudi izvajam coachinge, če bi mu bil mentor, prav imaš pač več izkušenj. Pa si res rečeš, če lahko take ljudi, kot je Sean, navdihneš, pa da taki ljudje v bistvu so pripravljeni priti v Slovenijo, ko je prišel, vsi mediji so pisali o njemu. Čeprav tudi jaz še do tega prihoda nisem slišal za njega. In kar mi je še zelo pomemben, ima tudi svojo fundacijo in pomaga ljudem. Tako da v bistvu si pripeljala oziroma ste pripeljali še eno sorodno dušo. In naše gibanje se tako se je že razširilo, pač v druge države se širi. Je pa res, da mi delujemo malo drugače, pa mogoče bi človek pričakoval. Nekako dovolimo ta naravni razvoj. Bom temu rekel, ena vrste organska rast. Se pravi, se ne oglašujemo, ne govorimo, z veseljem sprejmemo povabilo, tako kot ste tudi vi povabili, ampak ne želimo pa, a bom drugače rekel, za vsako stvar mora priti čas. In mi moramo dovoliti,
da se stvari zgodijo. Ko sem bil recimo v Indiji, vašemu, pri svoji babi, sem slišal en stavek, da je vse že božansko narejeno. Mi se moramo samo potruditi, da tega ne bomo pokvarili. In to je tudi naša nekje filozofija, da dejansko vibriramo na določeni stopni zavedanja in enostavno, ker smo se nekoč nekje, kot so se tudi videli z Eriko, izven časa, izven prostora dogovorili, da se bomo ponovno srečali in to srečanje izgleda, kot da je naključno, čeprav moje vseživljenjsko raziskovanje mi znova in znova dokazuje, da naključja ni. Da so vse stvari, kot se velikokrat rado reče, da so stvari naključ. Moram pa pri tem vprašanju še nekaj dodati, čeprav smo o tem že govorili, pa mogoče tistih prejšnjih oddaj naših, kdo ni posnel. Ko Eriko poslušam, ves čas me mrazi, naježen sem. In mi smo že razložili, kaj to pomeni. Da so včasih mislili, da so naše glasilke povezane direktno s skeletom, ampak je embriologija naveko razvoja zarodka dokazala, da so glasilke povezane s srcem. In če nas mrzi, ko smo govorili, pomeni, da smo govorili s srcem. In če smo slišali in nas je zmrzil, kot je mene mrzil, ko je Erika govorila, pomeni, da sem slišal srcem. Kar pomeni, da verjetno je marsikatero gledalko ali gledalca zmrazil ob tej res unikatni življenjski zgodbi, ki jo ima Erika, in zdaj bojo tudi vedeli, zakaj jih je zmrazil. Pa tukaj bi še eno stvar dodal. Erika, to je mogoče zdaj, kar se je dotaknila 10% njenih preizkušenj, ker pač poznam, ima veliko, cel življenje ima že ogromne preizkušnje, tako kot imam tudi jaz in še marsikdo drug. In ljudje pogosto rečejo, ko je bila podjetnica leta, mislim, da 2017, ne? Ja. Rečejo, tebi lahko, zdaj mi zopet zmrazil, ker je to tako pogost stav, kot ti uspe. Tebi lahko, tebi rata. Ampak kakšno ceno si za ta uspeh plačal? Praktično, če gledamo, nihče ne uspe po naključju ali po pomoti. Vsak, zelo me mrazi zdaj, vsak je plačal zelo veliko ceno tega uspeha, vsak je bil deležen veliko preizkušenj, samo razlike pa na eni točki. Da midva, recimo, se v avtu pogovarjala z Eriko, da midva sva na te preizkušnje sva rekla, wow, še en izziv, življenje mi daje priložnost, življenje je milost, sem hvaležen, nič mi ni samoumevno, vse se zgodi z določenim namenom. V tisto pač kar verjamem. Nekdo verjame v Boga, v brezmejno zavest, v stvarnika, različno to imenujemo. Nekaj mi sporočaš. In jaz imam pri sebi vedno ta koncept, karkoli se zgodi, težkega ali kakorkoli, prvi korak, ko imam že avtomatsko v sebi, rečem, moja naloga je, da sprejmem. Sprejmem. Pač to se je zgodilo. Potem se vprašam, kaj me hoče to naučiti? Kaj se moram iz tega naučiti? Kje je tukaj darilo? In ko si začnem ta vprašanja postavljati, svoje stanje zavedanja predstavljam čisto na drug nivo. Kje me tukaj čaka darilo? Kaj se moram iz tega naučiti in kako preko situacije, da se mi ne bo ponavljala? In to so ta ključna 3 vprašanja. In ko si to postavim, jaz popolnoma predstavljam sebe v povsem drugo stanje. Se pravi, iz tiste žrtve, Bog je, zakaj že spet je, zakaj se meni vse dogaja. Se samo spomnim, moje telo je moj tempelj duše. Se pravi, moja naloga, da ta prvo, zdaj sem se nagnil naprej. Kakšno je moje stanje zmagovalca? Zravnam se. Kakšne so moje poteze? Ne dam se, boril se bom. Zdaj sem se naježil še po vrhu glave. Če bi imel lase, bi rekel, sem se po laseh naježil. In to je tisto. In mi vsi lahko svoje stanje v trenutku spremenimo, če se tega zavedamo. Kje me tukaj čaka darilo? Kaj se moram iz tega naučiti in kako preko situacije, da se mi ne bo ponavljala? Tako preprosto je to. In mi odločamo, v kakšnem stanju bomo. In če imamo to znanje, ko smo se pogovarjali o coachingu, ko imamo to znanje, potem ne igramo vloge žrtve, ampak v hipu, kot sem rekel, moja prva naloga je, da sprejmem. Sprejmem,
tukaj me čaka darilo, se pravi, jaz sem tisti, ki poskrbi za svojo naravnanost. Ker nevroznanstveniki dokazujejo troje. Prvič, to, ki je že Erika briljantno rekla, kaj mi mislimo. Drugič, kako delujemo. In tretjič, kaj mi ob tem čutimo. In ko si postavljamo določene cilje, recimo eno od največjih težav v podjetništvu je ravno to, ko gre ljudje v podjetništvo za to, da bodo bogati, za to, da bodo uspešni, ker izhajajo iz pomanjkanja ljubezni do sebe. Ampak ključno je tukaj narediti eno preprosto vajo. Ko bom jaz to dosegel, to in to in to, kar si neskončno želim, in imam voljo in imam vztrajnost, kaj bom jaz ob tem občutil? In ko velikim ljudem sem naredil to vajo in so imeli določene cilje, določeno željo, kaj bi naredili, so začutili, da ko bodo to dosegli, da sploh ne bodo srečni. In zdaj, ko se mi trudimo biti v življenju uspešen in damo 10 let življenja, recimo, da bomo uspešni, je ena stvar. Ker imamo to voljo in imamo en cilj. Ampak najbolj tisto katastrofalno pa je, ko človek doseže cilj in reče, kaj? Kaj? Za tole sem jaz dal 10 let življenja, otrok me noče več poznati, ločil sem se, imam seveda kup denarja, a to je bilo to. Tukaj je pa tista točka, ko se ljudje sprašujejo, zakaj je tako uspešen človek naredil samomor? Zaradi tega, ker ni imel v življenju enega coacha, ki je vse to prehodil, tako kot sva midva prehodila, pa tukaj moram še dodati, da Erika vse, kar dela coachinge svojim strankam, dela brezpogojno. Se pravi, ne zaračunava. Jaz delam profesionalno, ona dela pa še to na ta način. In tudi, ko sem bil recimo finančni svetovalec, en od prvih v Sloveniji, premoženjski svetovalec, 10 minut smo se pogovarjali o financah. Ostalo smo se pa pogovarjali o življenju. In njih je najbolj, ko so me začutili, najbolj zanimala moja življenjska filozofija. Zakaj sem šel tokrat v Indijo? Zakaj se spominjam svojih inkarnacij v Indiji? Zakaj sem šel med šamane? Z ženo seveda so se tam skupaj počela v Peru. In to jih je zanimalo. In tako kot sem rekel, tudi priporočam, kjerkoli cilj imate v življenju, karkoli se želite, dajte se vprašati, kaj boste občutili, ko boste to dosegli. In mogoče ste spoznali, da že zdaj živite, ko smo se pogovarjali že v avtu o poslanstvu, da že zdaj živite svoje pravo poslanstvo, da ta hollywoodska zgodba, ker zdaj vidimo, kaj se v Hollywoodu dogaja in kakšne afere so, in najbolj nesrečni ljudje, ki imajo seveda veliko denarja, hočejo nam prodati filozofijo, kaj biti srečen. Se spomnim, ravno danes mi zjutraj je prišlo na misel, ko smo snemali v Ameriki dokumentarc, Čudovita resnica. Je marsikoga šokiral, zakaj je Slovenc prišel nekaj razlagati najbolj pametnim in najbolj uspešnim Američanom. Ampak danes, če pogledamo, oni prihajajo sedaj do te točke tega, kar smo mi že nekje dojeli skozi naše preizkušnje. Ker recimo, moramo še vedeti, ne? Ravno ko sem se pripravil za to oddajo, sem videl, ko sem minil Elementum, da sem takrat predaval na tej mednarodni konferenci in to je bilo leta 2020 in takrat sem tudi prebral po naključju, ki ni naključje, sem prebral svojo Facebook objavo in sem rekel, jaz bom predaval v slovenščini. Zakaj? Ker sanskrt, to je najstarejši jezik na tem planetu, ali pa rečemo, da ne bo kdo drugač razmišljal, en najstarejših na planetu. Slovenščina po velikih raziskavah izhaja iz sanskrta, iz tega enega najstarejših. In jaz sem si mislil, pa pri vsej tej tehnologiji, pri AI, se pravi umetni inteligenci, pa zakaj ne bi jaz govoril, ker vibracija je tista. In tudi recimo, če še majhen se dotaknem tega področja, recimo, če govorimo o veri, vera v nekaj, da bomo uspeli. Če govorimo o, recimo, ljudje velikrat rečejo, jaz molam. Če gledamo že molitev, ki je prisotna na Zahodu, pa če gledamo molitev, ki je recimo v Indiji, ko je v sanskrtu, ki je čist na drugi vibraciji, jaz sem se kar teh nekaj molitev naučil. Ker tam ne ponavljaš, oče naš, ki si v nebesih, kaj moram danes, položen se moram še plačati, kako v nebesih, otroka moram še tega peljati.
Tam imaš pa vibracijsko. Recimo imaš je že vibracija, najstarejša vibracija. Bova svaha, tat savitur. Zdaj pa razmišljajte zraven, če morate. Varenja. Recimo, in to sedaj pada vse na eni in isti skupni imenovalec. Ta globalna vas, kar ta planet je, prehaja sedaj v letu 2025 na čist novo zavest. In Slobodan, vi veste, da je moja žena evolutivni astrolog, mi smo imeli zdaj vdajo, so se tudi s tem pogovarjali, brezpogojno vdajo. In leto 2025, na kratko mehen motivacije za gledalke in gledalce, to je leto, kar govorim že desetletja, dva bosta na polju, drug ob drugem, eden bo ostal, eden bo vzet. Multiplikator našega notranjega stanja se dogaja v letu 2025, kar pomeni, če si, ko si začela z dobro, če si v preteklosti delal dobro, bo sedaj multiplikator dobrega doživel. Se pravi poračun. Če si v preteklosti delal slabo, tudi tukaj je poračun. Tako da, zanimivo leto. Boris je lepo, gospa Erika, pripeljal do točke, ko se nekako samo od sebe postavlja vprašanje podjetnica leta 2017. Kar nekaj podjetij, ki jih uspešno vodite, koordinirate. Skratka, iz zgodbe na začetku, da je danes, bi človek rekel, kot neka druga, nova oseba. Sedi tukaj z nama v studiu. Ampak še vedno pa srčna in pripravljena prisluhniti ljudem. Kakšen bi rekel, nimam časa za vas. Pri vas to ne gre. Ne. Ja, najpodjetnica leta, to je bilo eno tako zanimivo leto. Bi rada poudarila, ker večina ljudi misli, aha, ti si plačala za to, da si dobila nek naziv. Ne, sploh noben ni vedel, da se karkoli dogaja v ozadju. Je pa res, da so me poklicali enkrat in po telefonu, a poznate 500 podjetnic, ja poznam, se boste udeležila, sem rekla, če bo marca ne, če pa aprila pa ja. Pravijo, ja, čestitamo, ste v ožjem izboru 20 najbolj uspešnih podjetij, ki jih je raziskala Bisnov, ekonomska šola, fakulteta in tako naprej. Strokovnjaki zbirajo najuspešnejša podjetja in vi ste v ožjem izboru. Jaz super, hvala in odložim telefon. In razlagam pač mojim bližnjim, rečem, kakšen dober marketinški trik. Vsakega pokličejo in rečejo, med 20 najboljših, itak bomo vsi šli tja, ne. In jaz to pozabim, na kar oni mene kličejo čez en teden. Veste, zdaj ste pa v najožjem izboru 3 finalistk, zdaj pa ostalo bo pa publika povedala. Prosim, jaz se nisem nikamor prijavila, jaz ne vem, zakaj gre. No, tako da to je bilo prvo leto, ko so izbirali najpodjetnico leta, ja, in bilo je presenečenje, bila je potrditev zame, za celo ekipo, ne samo zame. Tako da ja, to je bila meni najljubša nagrada. Do takrat je bilo to nekaj, kar sem rekla, wow, jaz sem pa mislila, da noben ne opazi, kaj mi delamo. V bistvu delamo res dobro in delamo dobro za ljudi. In prvič je nekdo opazil, kaj počnemo, in zame je bila to ena največjih nagrad. Tako. In predvsem pa presenečenje, ker dejansko nismo se niti pripravili na to, niti se nismo prijavili, nisi imel kaj vnaprej kakšne obrazce izpolnjevati. Ljudje so nas opazili in to je bila najlepša nagrada. Ja, torej, tisti odziv, ne, da dobrota in dobra dela najdejo v bistvu pravi prostor. Ne. Tako kot vi ste v enem delu zapisali, dobrodelna dela so tista, ki jih narediš, brez da bi drugi vedeli za to in na nje takoj pozabiš. Zakaj pozabiš? Da obrazložimo, ker ne pričakuješ nič v zameno. Res je. Ampak verjetno ni preprosto priti na ta nivo, da človek recimo tako funkcionira. Konec koncev imate tudi družino in vse. In, tukaj so velike odgovornosti. Prej od začetka ste rekli, da bi morali
otroke zelo zgodaj starši naučiti določenih, da rečem, življenjskih trikov, življenjske fakultete. Ne? Ja, res je. Če najprej povem to glede humanitarstvo je, ali ga živiš ali pa ga ne. Je res, da mora biti neko ravnovesje, ne moreš zdaj pač živeti od humanitarnih del. Ampak, ko začutiš, ko vidiš, da se je nekomu zgodila krivica, ali pa tudi ne, kakorkoli, da je v finančni stiski, da ne zmore plačati položnic, veš, da bo lačen, takrat brez, da bi ga spraševal, ga pokličeš, rečeš, prosim, pri avto, mi imamo nekaj zate pripravljeno. In takrat mu daš hrano, mu narediš določene stvari, mu plačaš kakšno položnico, narediš in je to in pozabiš tisto sekundo. Je pa res, da smo glede na te dobrodelne stvari, jaz sem veliko stvari naredila poleg teh osnovnih izobraževanj. Mene je vedno vleklo, želim vedeti več, hočem več. In sem se izobraževala na temo Edvarda de Bono, to je Nastja Mulej imela veliko delavnic, to je kreativno razmišljanje. In našlo se nam je skozi vsa ta leta teh delavnic, se nas je našlo 7 entuzijastk, ki smo rekli, mi bi pa to počeli zato, da bi vadile te kreativne tehnike razmišljanja, zato, da mi bi vadile, ljudem bi pa pomagale brezplačno, da ko se znajdejo v neki stiski ali, ne vem, čist preprosta vprašanja, da bi na en problem pogledale 7 različnih zornih kotov. Torej bila je ena zdravnica, jaz kot računovodja, PR-ovka, novinarka in tako naprej. Se pravi, vsak z različnega zornega kota. In mi smo ustanovili zavod. Free Ideas Center, se je reklo, center brezmejnih idej. In mi smo bile na začetku toliko zagnane, da smo se dobivali vsak petek. Vsak petek 2 uri, vsak teden smo imeli gosta in mi smo njim reševali na nek način težave, probleme. Ampak ne, da bi jih reševali, mi smo jim dali več različnih vpogledov na situacijo, odločili so se pa itak potem sami. In hočem to reči, ja, in ta entuzijazem potem je počasi začel ugašati, itak prostovoljno stroški zavoda so veliki in tako naprej. Tako da je to zdaj v fazi podarile ga bomo neki drugi osebi. Ampak hočem to reči, ja, to preprosto pride, ko si sam v situaciji in ko vidiš, da ti nekdo, tako kot tisto zeljnato glavo, ko jo dobiš brez, da bi prosil, ker je nekdo pač začutil, preko intuicije, da mogoče bi pa ti to imel. Takrat je to bil ta prav čas, ko je bilo tisto darilo največ vredno. In ko pomagaš, pomagaj takrat, ko ljudje rabijo. Ne zato, ker bo nekdo pisal o tebi ali pa govoril o tebi. Naredi to zato, ker to takrat čutiš. In če si nekoč bil prejemnik te dobrote, potem se zavedaš, ko bom jaz imela možnost, jo bom delila naprej. Enkrat sem jaz dobila, drugič bom jaz dala. In ko si strokovnjak tudi na nekem področju, ko postaneš specialist, takrat se tudi zavežeš. Svoje znanje bom delila naprej. Včasih plačljivo, včasih pa brezplačno. A to je ta zaveza. Vlagaš vase, na neki točki pa to moraš dati, deliti, da gre naprej. To je življenje, to je cikel. Tako kot ocean. Prihajajo, odhajajo valovi. To je, zato, da je to je življenje. Ali menite, verjetno ste se kdaj sama pri sebi vprašali, ne? Ali bi to poslanstvo tako učinkovito pomagati drugim, deliti dobro, razmišljati pozitivno, lahko udejanjali v praksi, če ne bi bili tako poslovno uspešni, kot ste? Recimo, da bi, moramo odkrito povedati, ne, je kar velik odstotek ljudi, ki zelo težko živijo v tej državi. Ne? Res je, ampak ko človek daje, zato ne potrebuje financ. Ni nujno, da vedno daješ denar. Jaz denarja po večini ne dajem. Dajemo Rdeči noski, šole, društva in tako naprej. Ampak največ vredna je informacija. Nekomu prisluhniti, nekomu dati neko navodilo, biti njegov mentor, pomagati mu priti ven iz situacije, slišati ga, srce na srce. To je tisto, kar si me ti poklical. In tukaj je tisto darilo.
Jaz vidim, recimo, ljudje, ki imajo veliko, pa bi lahko veliko delili, pa ni ene donacije, recimo. Ne gre za to, nekdo pa ima malo, pa veliko da. Ni to to. To, ali imaš v sebi, to pa ni niti želja, niti potreba, da daješ. To samo na nek način se zgodi. Nekako poslanstvo iz vesolja, Boris, bi lahko rekli, je to, o čemer se danes pogovarjamo. Ne? Ja, to, kar je Erika rekla. Danes, če si uspešen podjetnik, je veliko lažje prispevati določen znesek, pač podpišeš, nakažeš karkoli. Ampak danes je tisto, kar je Povš že zdavnaj ugotovil, ljudje bi dali vse, če bi imeli to, kar imam jaz, čas. In zato brezpogojna ura mesečno za sočloveka, živali in naravo. Seveda naredimo veliko več kot 1 uro, nekateri so naredili tudi 100 ur v mesecu v aktivnem srcu. Ampak pri tem bi pa dodal še to. Poanta je v ravnovesju. Najdete v življenju ravnovesje in jaz osebno rabam ta poslovni del, ker sem pač podjetnik, in rabam ta, če temu rečemo, dobri del. Ker že Sai Baba je v Indiji rekel že pred desetletji: do good, be good, see good. Delaj dobro, bodi dober in vidi dobro. In to so tiste načela, ko imaš ti, ker vesolje, osnova vesolja je ravnovesje. Vse ne bi bilo nekje v ravnovesju. In ko imaš ti svoje osebno ravnovesje, da tok in tok si profesionalno, poslovno aktiven, ali kako drugače seveda, in tok si v bistvu pač brezpogojno pomagaš, zato tudi imenujemo brezpogojno, točno to, kar je Erika govorila. Ker tisti moment, ko ti narediš, že pozabiš. Gospa Erika, piko na i boste zdaj potegnila temu pogovoru, nek navdih našim sopotnikom, ki so z nami danes in spremljajo ta res navdihujoč, iskren od srca pogovor. Izvolite. Ja, jaz bi zaključila z mislijo, da so najboljše stvari v življenju 3. Torej, jaz se držim načela. Profesionalno in predano, to je prvo. Drugo je kreativno in tretje je radostno. Torej, kaj pomeni profesionalno in predano? Da delam samo eno stvar naenkrat. Da tisto, kar počnem, delam z vsem svojim srcem, z vso predanostjo, kot da je to edina stvar v življenju, zaradi katere sem se rodila. Pa tudi, če to pomeni samo smeti pospraviti ali pa perilo zložiti. Karkoli počnem v življenju, delaj ga z vsem svojim srcem, z vso svojo predanostjo in samo eno stvar naenkrat. To je prva. Druga stvar, bodi kreativen, vedno imej plan B. Če ne deluje plan B, imej C, D, E in tako naprej in potem, dokler ne prideš do cilja. Torej, bodi vztrajen in išči rešitve povsod, ker rešitve vedno so. Če niso z leve, so z desne. Če niso od zgoraj, so spodaj. Bodi večdimenzionalen in bodi kreativen. In tretja je pa radostno. Bodi radosten. Pri vsem tem, kar počneš, uživaj, tudi če moraš smeti pospravljati. Ali karkoli počneš. Uživaj v tem, kar počneš in bodi hvaležen za to, kar imaš. Spoštovana gosta, ura se je hitro obrnila, ko človek posluša, izpove zanimive zgodbe, urca gre. Hvala lepa za zelo zanimivo izkušnjo. Verjamem, da marsikdo, ki bo tole pogledal na naši televiziji, bo rekel, kot ste vi rekli, ne? Če on zmore, ni hudič, da tudi jaz ne bi, če rečem tako malo slengovsko. Še enkrat hvala za obisk in vse dobro pri vsem, kar počnete v življenju. Hvala lepa. Hvala vam. Vam, spoštovane in spoštovani, pa hvala, da ste spremljali še eno zgodbo, ki jo soustvarjamo skupaj z gibanjem Aktivno srce na kvadrat. Srečno in vse dobro tudi vam.